glede na to, da je ura že kar malce pozna, se mi zdi, da bi počasi zaključili, vendar pred zaključkom bi pa še, če so kakšna vprašanja, kar vprašajte, sicer bi pa potem morda tudi tako neformalno druženje še lahko potekalo in boste lahko tudi še osebno se pogovorili z našimi gosti, z našima gostoma, ampak kljub samo pa sedaj, če imate kakšna vprašanja, kar ustanite, pa na glas vprašajte. Ja, jaz bi dve vzporednici povedal, ne? Prva je lih s tem preseljevanjem pa to demografija, je vzporednica propad Rima, Rimskega cesarstva in propad Evrope, ker se tudi to preseljevanje narodov ni bilo vzrok, ampak je samo posledica in tako. Drugo primerjava je pa ta permisivna vzgoja in zdaj ta teorija spola. In tako v tistem cajtu, ko se je ta permisivna vzgoja uveljavljala, je ni mogel nihče ustaviti nikakor ne. Vse se je uveljavljalo človekove pravice, kot se zdaj veliko govori. Ampak po parih uničenih generacijah se tu šele pokaže in se razblini, ampak posledice in tako pri vzgoji so še zmerom in pri teh otrokih, ki so tako zrasli varne. To so vzporednice. Tudi aplauz. Jaz sem vesel, da imamo takšno interaktivno sodelovanje. Vidva z Andrejem bi tudi rada vas kaj slišala, seveda, to permisivno vzgoja, ampak danes, če vidva to rečemo v državnem zboru, bodo rekli, da je to sovražni govor. Tu smo mi fejst, mimo predstavili minister Gaber in tako naprej. Zdaj tudi vsi tisti, ki so bili zagovorniki, tudi oče te permisivne vzgoje, jaz sem zdaj ime pozabil, sem pa eno predavanje poslušal žal pokojnega predsednika SAZU Jožeta Trontla, ki je tudi o tem govoril. To so ene takšne zablode v razvoju družbe, ki dejansko privedajo do propada. Zdaj, če mi hočemo ali ne, ampak mufti islamski je povedal na televiziji, meni, da jaz tega nisem slišal, da v roku 20 let bo večinski narod, večinska vera v Sloveniji islam. 20 let, veste kaj to? To je obdobje, ko en otrok odraste. To je jutri. To je jutri. Za nas, ko smo toliko stari, je to jutri. Za nas, ki še hitreje čas teče. Kdo pa financira Združeno levico oziroma te stranke po Evropi? Andrej je specialist za finance. Ne vem, nisem slišal se veliko, in drugim sem slišal tudi za tega Soroša. Kapitala je veliko in jaz mislim, da, kot sem prej omenil, kdo danes želi vodljivo družbo? Kdo gre v družbo brez vrednot, brez lastnega mnenja, brez vsega tega? Glejte, jaz mislim, da tudi tukaj ta potrošniška družba in vse te multinacionalke želijo to in imajo dovolj denarja, da se to financira. Ker potem ste vodljivi in seveda potem boste pač kupili tisto, kar vam bodo oni povedali, da kupite. Ne vem, pred časom sem slišal, da je nekdo prišel, pa niti ne vem, mislim, da je bilo neko blago, ali kaj se je prodajalo, in na Čopovi v Ljubljani so bile 200-metrske vrste, ker so mladi kupovali neko blagovno znamko. Moram reči, da niti ne vem česa. Ampak kar nekdo je prišel in je prodajal neko blagovno znamko. Mislim, on je bil zelo dober tržnik, da so zdaj 200-metrska vrsta za neko majice, ali ne vem, mislim, da bo nekaj v tem zvezi. Danes, ko imaš tega, bom rekel, na tone, kjerkoli, in tudi relativno pocen, če želite, je to vsekakor vodljiva družba, da ti nekoga vodiš. In seveda te multinacionalke, ki seveda subvencionirajo predvsem družbo potrošništva in seveda takujejo svoje dobičke, njim je vsekakor takšna družba brez vrednot, ki je lahko vodljiva, je vsekakor za njih dobrodošla. In seveda tudi različne politične ideologije.
Tukaj sta dve, grška, španska in tako naprej. Jaz mislim, da tukaj gre seveda predvsem za te levičarske stranke. Mi še nekaj povedal, ne? So imeli srečanje v najdražjem hotelu v New Yorku, ne? Kjer je bil ta naši ljubi mesečnik tam, ne? V najdražjem hotelu v New Yorku so časne same take, od Podemaza, od Syrize, od tega. Videl. In kdo to pol financira? To financira židovski lobby. Zapomnite se, židovski lobby. In tudi ta šola, videl, to recimo, ko zdaj upije vse posod sovražni govor, ne? Se to je pa Brščič napisal v Reporterju, ne? Ta, videl, židovska filozofska šola, ko so jih nagnali iz Nemčije, so se pol razvili v Ameriki in zdaj nam nazaj prodajajo, ne? Videl, te novo levičari, ne? Ta, videl, moralni relativizem, pa ne vem, kva še vse, ne? Videl, kapele v razpad družbe. Kaj sem hotel reči že prej, ko je gospod doktor govoril, ko ste bili prav prej omenil islam, ne? Da dejansko tudi slovenstvo bo šlo na ta način na zaton, ne? Pač naše običaji, navade. Če se prav spomnim, je pred leti pisal na poročnem listu Ženin pa nevesta celo, ne? Jaz se tako spomnim, še 90-ga. In imaš tudi pesmi o ženinih pa nevestah in tako naprej in polno teh stvari bo potegnil za sabo, kar bo tudi slovenstvo navdaro, ne? Kot narodnost, ne? Hvala za to razmišljanje. Sploh si nisem predstavljal, ampak do tega bo prišlo, da bodo največ potem takšne pesmi prepovedane. Zdaj pa pojdem po dekle, ne, daleč pod Gorjance. To bo največ prepovedano, ja seveda. Jaz sem pooblaščena oseba upravne enote Lendava in že kakšnih 15 let izvajam civilne poroke, ne. Torej imam pogodbo za upravno enoto. In zdaj se jaz tudi sprašujem, ne, ta zakon meni ne daje ugovore vesti. Ne. Recimo, da bo mene matičar poklical, pa bo rekel, ej, Jože, pridi v soboto, imamo civilno poroko ob 3 popoldne. Včasih vprašam, ne, kdo pa se poroči in zdaj bo, enkrat bo, ne, odgovor, fant tisti, pa fant tisti. In oseba ena, oseba dva, ne. Ja, tako, hvala. In jaz bom rekel, ne grem. Ne, vest mi tega ne dovoljuje, ne grem. Dobro, to še zdaj ni nek drastičen primer, potem mi bodo enostavno pogodbo prekinili in pač ne bom več pooblaščena oseba, ok. Ampak, vi in jaz tudi, vsi mi, pa naši otroci, bomo zgubili službe, če ne bomo poteptali teh vrednot, o katerih tukaj celi večer govorimo, ki so nam jih naši starši vzgojili in tudi naša krščanska vera. Mi bomo morali biti tudi vodljivi, kot je Andrej odlično povedal, ne? Če bomo želeli imeti službe. Ker če bom jaz učitelj, pa bom rekel ne novim programom, me bodo vrgli na cesto. To bo jutri, vam povem. Nočem strašiti, ampak garantiram, da bo to jutri. Če bo sploh, pa če bo šola dobila zastavo, ne, LGBT, prijazna šola. In zdaj ja, poročni obred, ne, so je kar lep, itak so ga skopirali od cerkvenega, ne. Tam potem jaz rečem vam govor, ne, govor pred, pa po, včasih me celo, velikrat me dva mlada prosita, fant pa punca, a bi ti hotel naj jo poročiti, z veseljem, to mi bo v čast, in potem, če se poznamo, potem še v govoru kaj dodam, tako da zadeva tako prijetno, ne. To je velika zadeva. To je velika zadeva. In potem rečem, no, kako že gre. Prosim, da si v znamenje sklenitve zakonske zveze izmenjata prstana, podata roke in se poljubita. Ok? In potem to naredita, se poljubita, zaploskamo in potem rečem, od tega trenutka naprej je zakonska zveza med vama sklenjena in pravno veljavna. Po tem zakonu, starem, obstoječem, po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. In še rečem, od tega trenutka naprej sta mož in žena. Kaj bom zdaj rekel? Pa, kaj ne rekel? Oseba na kvadrat, ne? Ampak tu bom zdaj hitro tvekal sovražni govor spet, ne? Me bodo
me bodo uklenili, pa me bodo odpeljali. Tako da, tu je teh 70 področnih zakonov, tu bo najbrž tudi slovenske pesmi, adijo, in te so najlepše, vsaj mene. Koliko čas bo proti temu ostane, kaj je spodnji? Ja. 53, pa 54, pa 56. Ja, hvala gospa, vi ste očitno preštudirali zakon. Ja, seveda, vse to mi tudi govorimo, ne. Če ustava pravi, da država varuje otroke, družino, materinstvo, očetovstvo, 53. člen, potem smo mi prepričani, da je ta novela zakona Združene levice, da je v nasprotju z ustavo. Tako da, Bog ne daj sicer, da bi ta zakon uveljavil, jaz sem prepričan, da ga bomo v nedeljo vrgli. Ostane nam pa kot izhod v sili ustavna presoja. Ja, ta še ni bil na ustavni presoji. Tega bomo potem dali ustavnemu sodišču, da presodi, a je skladen z ustavo ali ne. Problem je, ne, ker lahko že v tem času tudi ustavo spremenijo, ker jih imajo. Ja, pogledajte, kaj se dogaja, točno to, ne. Pogledajte, kaj se dogaja za preomenjeni ZOFI, zakon o financiranju šole in izobraževanja, torej osnovne šole, tiste 3. Ustavno sodišče je reklo, da je ta zakon v nasprotju z ustavo in da je potrebno zakon spremeniti, uskladiti z ustavo. In je iz penzije vstala Majda Potrata in jo videvamo v državnem zboru. Ker ona je pa ognjevita zagovornica, oziroma bolj rečeno nasprotnica zasebnih šol. In zdaj so prav oni, SD, pa kdo je še tam zraven, mislim, da Združene levice tudi, so predlagali spremembo ustave. Ja, gledajte, in koliko glasov je treba? 2/3, 60. In to, ki jih imajo. Pa še vna dva. No, zdaj mislim, da tam zdaj Dobovšek je zelo ostal do Cerarja, ki je razočaran. Zna pa biti, gledajte, zna biti. Še nekaj, ne, recimo, mediji, ne, v bistvu zelo je zdaj, ne, če se je zasedval, samo programirali sem tiste, ne, kaj je za zakon, ne. Če bi bili res mediji, pravi mediji, ni važno kateri, ne, bi morali tudi povedati proti argumente. Tisti, ki se proti, bi morali vsej delno, ampak tega se sploh ne zasledijo, ne. Kako rečemo, se vem, da se tu ne da, ker ste mašina, ampak enkrat bo pa tudi ta vozil, vsej upamo, da ne bomo toliko numili Slovenci kar naprej, da bomo le znali enkrat povedati, da, naprimer, tej novinari, ki se toliko greje za to, zdaj pa to je propagirajo, naprimer tudi zadnjič, ki je ta Metko Zevnik ustavil, Oroslak in to, a se nas zaveda, da lahko pride do občutne spremembe, kako se bo pa on takrat, vsem tem, bo mogel tudi en zagovor dati, v končni fazi. V končni fazi bo pa tudi mogel dati odgovor Bogu, Ja, mediji, če samo kratek komentar, ker je tako. Glejte, mediji so tisti, ki dejansko tudi na nek način pri nas kreirajo in politiko, in politično situacijo danes in tako naprej. In seveda vedno se kakšne afere najdejo pred tovrstnim glasovanjem, ampak pred volitvam, tudi zdaj so se, seveda tudi, da malo vse skupaj zamegli, zakaj se pravzaprav gre in da ljudi preobrne na neko drugo mišljenje. In zdaj, jaz mislim, da tega upravičila gospod ne bo nikoli, in tega zagovora verjetno tudi ne. Jaz mislim, da je tudi pač, to je mogoče malo pesimističen zadeva, oziroma pesimističen pogled. In tukaj so uredniki, eden ali pa dva urednika na Pop TV-ju, ali pa eden ali pa dva urednika na RTV-ju, ki vse določajo. Ker vi lahko v medije poveste, ali pa
videla z gospodom Horvatom, s kolegom Horvatom Jožefom, lahko povedal meni v nekemu novinarju zelo velik stvari. Ponovadi boste dobili samo en izsek v določenem kontekstu in bo tista izjava izrabljena. Tako da morate vedeti, da se delajo cele oddaje, so naročene oddaje, so naročeni avtori, so naročeni izvajalci, kamermani, vse, da se delajo cele oddaje v to, da se na dolgi rok ljudi prepriča v neko zadevo z mediji. Tako se tudi zdaj dogaja, ker to je postopoma, pa različni mnenja, pa mnenje tega strokovnjaka, pa tega doktorja, pa iz tega inštituta, pa iz unega inštituta in tako naprej in vse, to se potem dejansko vse skupaj zamegli. In dokler ne bo novih medijev, zdaj se eden rojeva, toliko časa, da boste imeli izbiro, dokler mi rabimo nove medije, ki bodo drugačni, ki bodo bolj argumentirani, ki bodo tudi, ne vem, če želite, jaz poznam nemško televizijo, ki jih imate 10, ampak tam poznam, lahko dobim neke oddaje in dobim eno mnenje, drugo mnenje, sinteza, levo mnenje, desno mnenje in tako pa mi mislimo, da je. Ne pa samo gonja, kako dejansko je nekaj. Tako da dokler tega ne bo. Ampak je pa v bistvu tega to državno televizijo, jo mi plačujemo, bi morala obvezno postavljati mnenje eno in drugo. Že po zakonu ne bi moralo to biti, ker smo vsi enaki pred državo. Se strinjam. Prvič, jaz ne vem, če se bo ta državna televizija spremenila, drugače pa treba ukiniti ta točno malino, kako bi se že pretvorila. Ja, in dejansko tudi ne bi bilo nobene škode, bom rekel, in ta medij bi še vedno postajal, zato ker to imajo oni dejansko denarja, to, mislim, preveč, mislim, tudi iztečno ne vem vse. Da ti plačuje, ti perja glavo. Ja, seveda. Če se strinjate, bi tole naše omizje v tem formalnem delu zaključili, jaz bi se našima gostoma res zahvalila tudi še z enim spominkom. Sicer pa vas vabim, da ostanete tukaj, da se še z njima pogovarjate, še karkoli vprašate in predvsem pa, da si res zastavite en cilj, koliko ljudi boste še nagovorili in jih povabili v nedeljo na ta pomemben referendum za nas, za naše otroke, za naše vnuke, jaz jih sicer še nimam, upam, da jih bom imela, ker to gre za prihodnost nas vseh. Hvala lepa. Jaz bi se vam, dragi prijatelji, rad zahvalil, da ste me sprejeli, prav veliko pozitivne energije je bilo tukaj čutiti in dovolite mi, da zaključim z iskrenim voščilom. Blagoslovljen Božič vam želim, ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti in seveda v novem letu vam želim veliko zdravja in osebnega zadovoljstva. Bog vam živi. Tudi v mojem imenu lepo praznujte, lepo se imejte, blagosloven Božič, srečno novo leto, praznujte tudi naš praznik in v novo leto seveda s polno optimizma in hvala, da ste prišli. Prije, da se zbira,